Vriskajo sionska hči, ukajo Izrael, veseli se, raduj se iz vsega srca, o jeruzalemska hči. Glas mojega ljubega glega prihaja, skače čez gore, poskakuje čez griče, moj ljub je podoben gazeli. Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda, kdo bo ostal, ko se prikaže? Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljenca tvojega telesa. Glej, devica bo skočila, rodila sina, ki se bo navela in štrknila Bog z nami. Ste opazili, da nekaj ni v redu? Da te besede zvenijo nekam nenavadno in nerazumljivo. Mar ni zanimivo, kako lahko nekaj tako majhnega in neznatnega, kot je ena sama vejica, popolnoma spremeni naše dojemanje sveta. Vsak od nas je ena od teh vejic, ki druga drugi razdeljujejo in osmišljujejo povedi. Te povedi so lahko dolge ali kratke, a kar jim je vsem skupno je to, da se morajo nekje zaključiti. Zato je potrebna velika odločnost in neomajno zaupanje. Slednjih ni sposoben vsak. Le izjemno močni ljudje so zmožni reči: Glede glase Gospodova. Ti klicaji s svojimi vzkliki spreminjajo človeško zgodovino, navdajajo druge z upanjem in jim vlivajo poguma ter v svet prinašajo mir in veselje. Ali jo naj vzamem za ženo ali ne? Njihovo popolno nasprotje so vprašaji, polni dvomov in neznanj. Delujejo nekako zmedeno, a lahko, če so postavljeni pravilno, prinašajo globje sporočilo, kot katerokoli drugo ločilo. Hkrati so vprašaji tudi najboljši varuhi sveta. Varujejo ga pred nevednostjo in naivnostjo, ki sta morda nevarnejša od vseh človeku poznanih orožij. Sredi med njima pa stoji mala pika, neopazna in nemočna, po velikosti najmanjša med ločili. A če pogledamo bolj natančno, lahko vidimo, da vse ostalo temelji prav na tej neznatni piki. Je temelj vsakega vprašaja, vsakega klicaja, vsake vejice dvopičja ali podpičja. Ni pomembno, kako spackano, nečitljivo ali drugače deformirano je ločilo, v njem vedno ostaja pika. Lahko bi rekli, da je pika oče vsakega ločila. Kar bi vam radi sporočili je, da se v vsakem od nas skriva nekaj božjega, iz česar lahko nastane nov klicaj, ki bo z odločnostjo in globokim zaupanjem vzkliknil: zgodi se tvoja volja. Morda se kdo preoblikuje v vprašaj, ki bo z otroško radovednostjo dognal skrivnosti stvarstva in njegovega ustvarjalca. Za vse male vejice, ki ne najdejo svojega mesta, oziroma se jim zdi, da so jih spregledali, pa naj si ne delajo skrbi, saj se vsakem, še tako dobrem eseju, najdejo povedi brez vejic, ki čakajo, da jim povrnete smisel. V imenu 4. vam želim blagoslovljen Božič ter obilo Božje bližine v novem letu.
svetega duha. Molimo, dobri oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu tvojega sina in tvoje velike ljubezni do nas. Polnih hvaležnosti te prosimo, blagoslovi te jaslice, da se bomo mogli ob njih srečati z novorojenim odrešenikom. Tvoja milost te nam pomaga, da bomo ob jaslicah mogli iskreno moliti ter z veseljem sprejeti luč, ki je to noč zasvetila človeškemu rodu. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.